Dolimita. Lepo pozdravljeni, druga skakalna preizkušnja na olimpijskih igrah je prinesla sveže obraze na zmagovalnem odru, med njimi ni bilo slovenskega, morda božji drevi, drugače, ko bo na vrsti mešana preizkušnja. Tudi danes z nami radijska reporterja na prizorišču, Luka Dolar spremlja skakalce. Živijo, Luka. Živijo. Tomaž Langerholc pa biatlonce, danes bo Anter Celvi, moška posamična tekma. Lep pozdrav, Tomaž. Živijo. Moje ime je Luka Petrič. Zimske olimpijske igre. Ok, Luka, gremo najprej k slovenskim skakalcem. Apetiti so bili veliki po tej izjemni sezoni, ampak že skoki za trening so nakazali, da srednja skakalnica Slovencem v Predacu ne ustreza tako kot večina tistih, po večini precej večjih, v svetovnem pokalu. Si zato pričakoval takšen razplet? Ja, če se pogovarjamo samo o Slovencih, bom rekel, da ja. Ko smo se po treningu pogovarjali, pa mislim, da ne bi bilo niti kaj dosti bolje, če bi naši izkoristili oba uradna treninga, ampak smo dobili tudi po tem edinem občutek, da apetiti ne segajo na stopničke oziroma realnost. In Doman je sam povedal, med 10 želim biti, na koncu mislim, da je 6. mesto zanj super dosežek, tudi v tej sezoni, ko je, ne bomo rekli nepremagljiv, ampak samo 3-krat ni bil na zmagovalnem odru, pravzaprav od 20 tekem svetovnega pokala. Ja, razočaral je sigurno Anže, on je mogoče imel podobno miselnost kot Nika Vodan in nekako se poigraval z tisto vlogo tihega favorita za kolajne. Timi Zajc pa sem že povedal nekajkrat, da se mi zdi precej nemotiviran in tudi ta mala skakalnica pač res ni zanj. Že v osnovi se tu na takih napravah ne počuti najbolje in 21. mesto pravzaprav nekaj takega, kot sem pričakoval, in v tako zgoščeni konkurenci in tako izenačeni tekmi, kot smo jo lahko pričakovali, je to kar nekaj realnega in mislim, da na koncu bi bili preveč požrešni, če bi vpisovali medalje kar po tekočem traku. Treba je pogledati tudi okrog sebe in priznati, da konkurenca daleč od tega, da bi spala. Ja, o tem je Domen tudi govoril že pred tekmo, pa tudi po preizkušnji. Njegov priklon smo videli le po drugem skoku, pa tudi s tistim skokom ni bil najbolj zadovoljen. Iskreno, tudi sem se podajal, nisem veliko pričakoval od tele 90-metrska skakalnica, vsi ostali so pričakovali, ampak jaz pač vem, polet sem je poklopil, pa sem bil 8 z 2 zelo dobrima skokoma. Zdaj, če bi 2 zelo dobra skoka naredil, bi tudi malo bolj spredi, ampak dejstvo je, da sta bila 2 kiksa, žal. Pač tle smo, ampak videli se je, da smo zelo na kupu, zelo hitro se stvari obračale. Tudi Robert Hrgota se je dotaknil zadnjega skoka v izjavi in je rekel, da mislil, da bodo s tem začeli. In če bi s tem začeli, potem je bil Doman, mislim, da dobra 2 metra, zdaj če spet točke preračunamo za stopničkami. Ampak če bi kar pustil to tekmo, kjer je, ker na koncu, ko razmišljamo o njej, je bila pa za nevtralne gledalce, mislim, da je ena super tekma, 7 različnih držav na prvih 7 mestih, na koncu 2 Japonca in 2 Norvežana med 10-terico, pa Norvežan 9 in 10, za Avstrijci zagotovo najbolj razočarani po tej tekmi. Ja, to je to. Preden se posvetimo še najboljšim na tekmi in tistim, ki so bili na zmagovalnem odru, 4 so se prebili na stopničke, pa še k preostalima Slovencema. Timi Zajc je bil 21, iskal je dodatne metre, a jih ni uspel najti. Zelo maja skakalnica, vse je na kupu, dobi 2 metra je umetnost in ja, vsaka malenkost odloča. Že v barvi glasu se mi zdi, da se sliši pri Timiju, koliko motivacije je. Mislil sem, da ga bom malo mogoče podžgale interne kvalifikacije za uvrstitev v mešano ekipo, morda tudi manjša odskočna deska za super ekipno tekmo, potem na veliki skakalnici, ampak očitno ga ni našel teh metrov, težava mogoče kot pri vseh, pa pri Timiju še večja, da ta skakalnica ne ponuja tistega ritma, ki ga vsak skakalec drugače sicer začuti, ampak
preko tega ritma najde svoje prave občutke za to, da potem od počepa naprej preko odskoka in preleta naredi tisto, kar mora, zato da pristane v dnu skakalnice. Timi pa se mi zdi, oziroma tudi nekaj sem malce slišal, se je morda že preveč začel ukvarjati samo opremo in ko si enkrat v tem krogu, je težko najti rešitev, da na olimpijskih igrah prestaviš in si 2-3 razrede više kot pa sicer. Je pa se v ekipno tekmo, na ekipno tekmo uvrstil Anže Lanišek, kljub temu, da je bil za Timijem Zajcem na tekmi, osvojil je 26. mesto, precej odkrit je bil po svojih skokih. Iskreno pozabil sem svojo moškost danes, ne vem kje, tako da ja, nisem skakal tako, kaj znam. Tako da, pač ja, v prvi seriji sem se zatresel in drugega ne moram reči, kakor pa priložnost danes je šla. Že je potrpežljivo čakal na rumeno majico v svetovnem pokalu, pa jo je dočakal. Še prej je potrpežljivo čakal na stopničke v svetovnem pokalu, pa jih je dočakal. Res mora dolgo čakati. V sebi sem prepričan, da ima medaljo na olimpijskih igrah in še večje uspehe oziroma uspehe, ki se gradijo dlje časa. Res ne vem, kaj se mu je pripetilo na tej prvi tekmi, ker sem bil kar prepričan že, da je psihološko tako napredoval in izkušen je že, ni med najmlajšimi udeleženci iger, dobro, tudi pa ne med najstarejšimi, ravno nekje na sredini. In taka izjava potem kar da misliti, verjamem pa, da že bo hitro premlel vse skupaj in izkoristil priložnost. Upajmo, da res za prvo olimpijsko medaljo z mešano ekipo. Gledal jo je v Pekingu, mešano ekipno tekmo. Kaj mu je takrat šlo skozi glavo, verjetno takole v javnosti ne bomo nikoli izvedeli, pa morda je tudi prav, da to ostane v krogu njega in njegovih najbližjih. In enkrat se mora ta krivulja pri njemu zasukati navzgor. Je preveč vložil v smučarske skoke, da se mu res nikoli ne bi išlo na olimpijskih igrah, saj na svetovnih prvenstvih pa že poznamo njegove dosežke. Ja, lepo zgodbo bi spisal, če bi se to zgodilo, sploh v luči tega, kar se je dogajalo v Pekingu, kjer je bil pred igrami prvi favorit slovenske reprezentance, prvi adut, potem pa ostal tisti 5. član brez nastopa na ekipni tekmi, kjer je Slovenija osvojila srebrno medaljo. Prva ekipna tekma zdaj čaka skakalce in sicer že drevi, mešana tekma. Glavni trener Robert Hrgota je določil, da Anže Lanišek bo v ekipi, kljub temu torej, da je bil Timi Zajc pred njim na tekmi. Takole je po tekmi Hrgota o tem razmišljal in tudi o tem, kako dvigniti Anžeta za ekipno tekmo. Ne glede na to, a je pregorel, mora jutri že odfunkcionirati, kot zna, in to ne, da mi od njega zahtevamo, on si to sam želi in mi od njega ne pričakujemo, ne zahtevamo nič, samo da uživa, da dobro skače in tudi mora on od sebe pričakovati in ko bo to, bo tudi užival. Je ena noč dovolj, bo prespal? Bo. Dare Rupert se je pogovarjal z Robertom Hrgotom, torej z glavnim trenerjem slovenske reprezentance. Luka, zakaj se ti zdi, da se je odločil tako, kot se je odločil, glede na to, da je v Pekingu dal prednost tistim, ki so bili boljši na tekmi, če se prav spomnim, ne? Ja, res je. In tiste interne kvalifikacije so morda potem tudi na sami ekipni tekmi odnesle zlato medaljo, ker so se fantje, bom rekel, že tam kar iztrošili, ko so tekmovali med sabo, ampak tudi na podlagi morebiti te zgodbe ali še kakšne druge odločitve sem malce ujel, da nek dogovor je že bil pred samo današnjo tekmo in ni bilo tisto kot ponavadi prvi in drugi. Gresta na mešano ekipno tekmo. Povprečje Anžetovih skokov v zadnjem obdobju, pa če rečemo od novoletne turneje naprej, je pa zagotovo precej boljše kot pa pri Timiju in dobro, ne bomo verjetno izvedeli, ali je vprašal Robi Hrgota konkretno, bi želel, ne bi želel skakati, ker se to niti ne sprašuje, pravzaprav si mora vsak želeti, ampak Timi je pač bolj skakalec za Willingen, kjer je bil zraven, ko so naši zmagali tik pred prihodom v Predaco. Anže pa z močnim odrivom
ne nazadnje tudi s slabimi, da ne rečem, da so bili to res zelo slabi skoki na posamični tekmi, je še vedno med 30 v tej izenačeni konkurenci in tako da mislim, da precej logična odločitev. Sam bi bil kljub razpletu na tekmi presenečen, če bi obdomno v ekipo Robi Hrgota postavil Timija Zajca. Bi lahko rekli, da imata oba približno podobno dno, kot smo tudi lahko videli na tekmi, ampak je strop pri Anžetu Lenišku precej više, precej dlje lahko skoči kot Timi Zajc na tej mali skakalnici, seveda govorim. Ja, se je skočil 104,5 metra na treningu, in če to pokažeš vsaj z enim skokom, potem sem prepričan, da je to že ta neka odskočna deska in da če se vse skupaj izide vsaj delček bolje, kot se je, pa dajmo reči kar vsem 4 našim na teh posamičnih preizkušnjah, potem bomo o tem po tekmi raje, kaj bi si želel oziroma kaj bi preračunal zdaj lahko. Se mislim, da mnogi bi pred enim tednom rekli, da bodo Slovenci zanesljivo osvojili medaljo na mešani tekmi. Zdaj si predstavljam, da je več dvomov. Naredili smo izračun, če se štejemo rezultate najboljših dveh na obeh tekmah. Norveška na prvem mestu 14 točk pred drugo Japonsko, ki je 7 točk pred tretjo Slovenijo, ki je 3 točke pred četrto Nemčijo, ki je 15 točk pred peto Avstrijo. Kar tesno skupaj, ne? Super skupaj in verjamem, da tako bo tudi na tekmi in da se bo spet poznalo. Že med tekmo sem razmišljal o tem, da je bolje dobiti veliko vetrovnega dodatka, ker razmere v zraku pa ne morejo biti tako različne, kot so lahko številke za te odbitke in več pomeni, 10 točk dodatka, kot pa samo 2 točki recimo, ker v metrih ni toliko razlike na koncu koncev in spet bo zanimivo in tu je potem tudi ta debata, zakaj srednja skakalnica na velikih tekmovanjih, če jih pa praktično v svetovnem pokalu ni več. Ja, sem tudi to debato videl kar precej na družbenih omrežjih danes in tudi v zadnjih dneh, ampak si predstavljam, da možnosti, da bi pa to spremenili, pa glede na infrastrukturo skakalno in glede na to, da je pomemben vidik olimpijskih iger, tudi trajnostni vidik, je kar drago zgraditi nove velike skakalnice, da bi ta velika postala manjša in recimo neka 160-metrska pa ta velika na večjih tekmovanjih, ne? Ampak tendenca gre v to, kar si zdaj opisal, da gremo na 160, saj poznamo zgodbo, ne nazadnje Ljubnega, pa smo veliko govorili o tem, ali se splača ali ne. In zasledil sem tudi, da se za naslednje igre pripravlja načrt, ki naj ne bi bil sploh ne daleč od realizacije, ko bodo skakalne tekme v Kurševelu, kjer sta 90 in 120 metrska naprava, da bi šli na 160 zaradi prenove objektov. In bi mogoče celo v Kurševelu, torej v Franciji, ki bo gostila naslednje zimske olimpijske igre, videli to, kar si rekel, tudi ideja Sandra Pertileja, direktorja svetovnega pokala, je o tem, da bo več tekem na teh večjih napravah in tisto, kar sem pa že prej rekel, na 90-metrski pa se mogoče lahko ti poveš, ko bolj nevtralno spremljaš smučarske skoke, sta se ti zdeli tekmi zanimive kot nevtralnemu gledalcu. Meni je bilo zelo napeto. Meni tudi, moram reči, zaradi tega, ker so bile razlike manjše, ker smo videli tudi precej različnih obrazov, tistih, ki jih nismo pričakovali pri vrhu. Vem pa, recimo nekaj kolegov je šlo, sam nisem bil na Ljubnem, torej v tej sezoni, nekaj kolegov pa je šlo in so rekli, da razlika med Ljubnim in med Planico je pa kar precejšna. Precej raje gledajo dolge polete, dolge skoke, tudi za gledalca, ki je tam, ne samo, da je odlično vzdušje, ampak raje vidijo dolge skoke in se mi zdi, da so precej bolj atraktivni za gledalce, ne? Ja, to je vsekakor res, to se strinjamo, mislim, da vsi, pa še Ljubno je res
majhna srednja skakalnica, tam se tudi z 80 metri prebijajo lahko v finalno serijo, kar je pa res malo. Tu pa ravno taki objekti, kot je denimo tudi v Kranju, ko se lahko skoči, dobro, če se domom prevc tudi 121 metrov, ampak načeloma pa okrog 110 metrov ni nobena težava in to so pa mogoče vseeno tisti metri, ki so dosegljivi za širšo konkurenco, ker na velikih skakalnicah že na teh igrah razlike sigurno ne bodo tako majhne med vso konkurenco. Ko se na koncu kitajski skakalec pa slovaški lahko prebijeta v finale, ampak ja, po drugi strani pa spet manj široka konkurenca strani najboljših nacij, ko imaš samo po 4 Nemce in Avstrijce, vseh ostalih je manj in tudi tu moramo potem malce pogledati, zakaj je bilo toliko reprezentanc držav na prvi tekmi med skakalci v finalni seriji. Ja, precej presenečen na koncu, med drugimi tudi, če gledamo skakalce iz manj uveljavljenih skakalnih držav. Francoz Faubert je bil na drugem mestu po prvi seriji na koncu med najboljših 10. Presenečen je pa torej povsem na vrhu od 4 medalistov v svetovnem pokalu zmaga le za Rena Nikajda. Filip Raimond pa je osvojil zlato. Dobro je začel sezono, potem malce padel na zadnjih 6 tekmah, je bil 2-krat med 10, zdaj pa je olimpijski prvak. Nikoli ni verjel, da mu bo to uspelo. It sounds so amazing. I had no idea that I could ever possibly be able to get into the very top position, especially on the Olympic Winter Games. Ja, Luka, ni pa verjetno bil edini, ki si ni mislil, da bo osvojil olimpijsko zlato, ne? Ja, vsekakor, čeprav treningi so pa nakazovali, on in Marius Lindvik, verjetno prva favorita, sodeč po treningih, Lindvik tudi po poskusni seriji, ko je bil najboljši, pa potem se je zalomilo na tekmi, morda je glava naredila svoje, ko je lani osvojil naslov svetovnega prvaka na srednji napravi, film po tistem dnevu naprej pa vsaj kar se tiče Mariusa Lindvika, verjetno eni najtežjih dni v življenju in morda je tu glava nekako podzavesti zaigrala oziroma oddelala svojo negativno smer na sami tekmi. Filip Raimond pa sam sem sicer, ko smo se pogovarjali, rekel, da on Felix Hoffmann pa, da ne bo kos pritisku. Mnenja so bila deljenja, ko smo se pogovarjali o tem, kdo kdo ne. Marsikdo je dejal tudi za Raimonda, da ne bo zdržal tega pritiska, ampak super, ne, se je šlo. Na koncu na odru 4, 3 med njimi, malce morda pretiravam, ampak res tako Raimond kot Nikajdo, kot Deschwanden, to so morda najbolj nasmejani fantje v karieri oziroma v karavani. Res smejijo se, dobre volje so res pogosto, tudi ko niso najboljši. Kacper, Tomašak pa mislim, da sploh še ni dojel, kaj se mu je zgodilo. In bo še zelo nasmejan, ker je tudi tak pozitiven, dobrovoljen fant, ampak se je najmanj smejal po tekmi takoj. Se mi je zdelo, ko smo ga gledali po televizijskem prenosu, toliko je premikal glavo, da kar ni vedel, kam mora gledati, kam lahko gleda, kaj mora zdaj delati, ko se je že zavedal, da ima olimpijsko medaljo. Nikoli še ni bil na stopničkah na tekmah svetovnega pokala. Ob Renu Nikajdu na 3. mestu pa veteran Gregor Deschwanden, ki je tudi slovenskim pridihom prišel do največjega uspeha v karieri. Bine Nočič je glavni trener švicarske reprezentance, zadnji hip pa so v švicarski ekipi poskrbeli za menjavo ključne opreme. Smo pa z določen setup pri opremi spremenili. Naš serviser se je včeraj peljal kar 7-8 ur v Oberhof, kjer je doma, po nove Fischer smuči, katere so malo mehkejše. Prišel danes zjutraj nazaj, malo smo riskirali z opremo, vendar je delovalo. Luka, nekaj besed o Gregorju Deschwandenu?
Mislim, da je eden izmed najbolj priljubljenih v karavani, ko smo v podcastu 254,5 imeli tudi Anžeta Laniška, je tudi on povedal, da se z njim ne da najbolje pogovarjati, ampak da se veliko pogovarja z njim od fantov iz tujih reprezentanc. Gregor res dobre volje vselej, če pa tule pristavim še misel Binetu Norčiču, odkar ga spremljam kot takole v vlogi trenerja, prej tudi še v vlogi pomočnika, pa zdaj glavnega pri Švicarjih, vedno inovativen na področju opreme, išče vedno napredek in sploh nisem presenečen, da se je odločil, da serviserja pošlje na 7-urno pot v Oberhof po mehkejše smuči in samo kapo dol, bomo rekli, ne. Znova je njegova ekipa poskrbela za presenetljivo bronasto medaljo na olimpijskih igrah, potem ko so bili Kanadčani na zadnjih olimpijskih igrah tretji v mešani ekipni tekmi. Gremo k biatlonu. Uvodna preizkušnja mešana štafeta se ni šla po slovenskem okusu, naslednja pa je tista, ki smo jo velikokrat z rdečo obkrožili na olimpijskih koledarjih. Na vse zadnje je prinesla tudi eno od 2 slovenskih olimpijskih kolajn v biatlonu. Zanjo je pred 8 leti poskrbel Jakov Fak. Tokrat pa je pred njegovim nastopom precej odprtih vprašanj. Prejšnji mesec je namreč šel na operacijo meniskusa, letos še ni tekmoval. Koleno je v redu, koleno funkcionira, ni nič težav bilo. Zdaj bomo videli, kaj bojo tekme šle skozi, kako bo po prvi tekmi, ampak zaenkrat je tako kot mora biti. Nekak cilj bi bil skozi te 3 tekme se kvalificirati tudi za skupinski štart, tako da z rezultati nekako prideti noter, čeprav ne bo lahko, sploh glede na težave, ki sem jih imel pred olimpijskimi igrami, ampak sem potrudil pa videl, kako bo šlo. Imaš pričakovanja v slovenskem taboru glede na veliko odprtih vprašanj? Jakov Fak je tekmovalec za velike tekme. To smo videli že, torej srebrn v Pjongčangu, je tudi svetovni prvak v rupolningu iz leta 2012. Nenazadnje pa ima Jakov Fak z lanske Pokljuke tudi zmago v tej disciplini, tako da to mu je res ljuba disciplina. Slišali smo, Jakov je dejal, da ga koleno zdaj ne boli in predvsem, kar se mi zdi, ko smo ga spremljali tu na treningu, da je znova razpoložen, nenazadnje na zadnjem treningu 95% pri streljanju, le 4-krat je zgrešil od 80 poizkusov. Jasno pa je, ne vemo, kako se bo njegovo telo danes na tekmi, kako se bo spopadal s 20 kilometri. Govoril je tudi o tem, da bo potrebno lepo razporediti moči in predvsem pa jasno, ne, če bo Jakov Fak natančen na strelišču, potem, ampak tu bodo mnogi tekmovalci imeli dobre strelske rezultate, kajti ne glede, da je to zelo težko prizorišče, težka steza, ampak v zadnjih dneh in tako naj bi bilo tudi danes med tekmo, so kar laboratorijske razmere. Zelo pomembno je dobro streljati na posamični tekmi, glede na to, da vsak strel pomeni minuto pribitka. Toni Vidmar je v slovenski reprezentanci odličen strelec, ampak v nedeljo se mu ni šlo. Mislim, da je po tekmi povedal, da je prvič po več kot 2 letih šel v kazenski krog na štafetni preizkušnji. Ja, tam imajo tekmovalci 3 dodatne metke, da pokrijejo, ampak tako Toni Vidmar kot Lovro Planko sta streljanje stoje imela res zelo, zelo slabo serijo. Namreč 3 zaporedne zgrešene strele, pa potem se nekako rešuješ in ta zadnji strel ni šel v tarčo, morala sta v kazenski krog. Slovenija je bila po njunem nastopu zgolj 18, potem pa sta zelo, zelo dobro nastopili obe dekleti, Lena Repinc in Polona Klemenčič. Dekleta čaka najdaljša 15-kilometrska preizkušnja jutri in
mislim, da sta lahko z dvignjeno glavo zapuščali prizorišče. Slovenija je tekmo končala na 13. mestu, kar je manj od pričakovanj. Tudi Janez Marič, trener, je pred tekmo nekako dejal, da bi si želel uvrstitev med 10 najboljših, ne nazadnje na zadnji tekmi pred olimpijskimi igrami je bila Slovenija 8. Precej gneče pa je na tekmah v Anterselvi. Kako se soočate z njo? Ja, to je pa, v bistvu vsi skupaj smo res navdušeni. To je nepregledna množica. Ko ste na prizorišču, ste navdušeni, ko ste v avtu prej nekaj ur manj navdušeni, ne? Precej manj, ampak kar nekako pozabiš, ko se voziš z avtobusom v gneči in vidiš, da ljudje, navijači pa hodijo kar peš in pridejo že 4 ure pred tekmo na tribuno in čakajo potem super vzdušje, vsak zadeti strel pospremijo z glasnim navijanjem. Res bo 18.950 gledalcev je bilo na mešani štafetni tekmi, torej 50 kart ni bilo prodanih, ampak v nadaljevanju organizatorji pričakujejo, da bo prav na vsaki še 10 končnih odločitev imamo, da bo po teh 19.000 gledalcev spremljalo tekme in res je izjemno vzdušje. Ja, so pa nekateri več kot 4 ure potovali svojih bivališč na olimpijsko prizorišče, ki so manj kot 100 km daljni, tako da res kar zahtevno priti na prizorišče, ampak enkrat, ko si tam, pa ja, kot si rekel, Tomaž, zelo lepo. Lepo je tudi spremljati na teh klasičnih prizoriščih olimpijske igre. Ko imamo oba tu skupaj na liniji, nekaj moramo še reči o hokeju. Začel se bo kmalu turnir, jutri prve tekme moškega turnirja. Komaj smo čakali, da pridejo NHL-ovci nazaj. Tu so, oziroma tam so v Milanu. Milano, mimogrede, je dlje od Slovenije kot pa prizorišče v Dolomitih. Ampak ja, nazaj so NHL-ovci. Kdo je za vaju prvi favorit tega turnirja? Super vprašanje. Ja, težko je, mislim, prvi favorit verjetno je Kanada, tam vedno v tem miksu oziroma med najožjimi favoriti, ampak vse te velike nacije, ne, Finska, Švedska, Češka in tako naprej, moram pa reči, da si tudi tu želim, kot smo pri skakalcih videli, kakšno presenečenje. Zdaj, a je Danska recimo sploh še reprezentanca, ki lahko preseneti. Mi je zelo zanimivo, pa mogoče tudi Tomaž malce še lahko kakšno besedo več reče o tem, da Olimpijinega Mejerja ni zraven, pa se mi zdi, da je to ne samo najboljši igralec pri Olimpiji, ampak kar zelo visoko tudi v celotni ligi, ki jo mi najbolj spremljamo. Mi bo pa zelo zanimivo videti tudi Aleksa Petana, kaj recimo pomeni on na olimpijskih igrah, kar pa verjamem, da bo pogledal tudi kakšen izmed fantov, ki igrajo Ice ligo, da dobi občutek, kje bi on bil recimo na tem turnirju, ki, kot sva Luka že ugotavljalo, meni prinaša verjetno največji spektakel gledano v celoti. Res, na teh igrah. Se mi zdi, da hokejski turnir dragulj olimpijskih iger, zdaj pa sploh, ko so NHL-ovci nazaj. Tomaž, tvoji favoriti? 12 let je minilo od Sočija, kjer je bila prisotna tudi Slovenija, ki je takrat odigrala briljanten turnir. Finska je reprezentanca, ki ima med temi velikimi edina enega ne NHL igralca, to je branilec Mikko Lehtonen, ki igra v Zürichu v Švici in on je edini hokejist na tem turnirju, ki lahko obrani zlato odličje. Ampak ja, mislim, da Severna Amerika si predvsem želi finale ZDA Kanada, ponovitev Vancouvra, ampak jaz bi pa osebno malo bil pozoren na Švico. Švica ima izjemno reprezentanco, na zadnjih svetovnih prvenstvih so bili med najboljšimi, samo še naslova svetovnega prvaka niso osvojili, imajo kopico igralcev iz lige NHL, hvaležnih igralcev v svojih klubih in res super švicarsko ligo. Morda jih nihče ne vzema najbolj resno, ampak ko se bo igrala tekma, Akira Schmidt, vratar Vegasa, je v zadnjih tekmah pokazal izjemno formo, ampak ja,
bomo blizu tega, da bomo spremljali finale Združene države Amerike, Kanada, ponovitev lanskoletnega turnirja 4 narodov, ko vemo, kako se je prva tekma razpletla, ko je v prvih 15 sekundah bil vsesplošni pretep brata Kačak, sta začela Američana nekako na ta način želela dokazati, da so Američani močnejši, ampak pustimo to ob strani. Vemo, na olimpijskem turnirju ne bo kaj takega, kajti tako eni kot drugi želijo v kompletni zasedbi priti do te finalne tekme. Omenil si Švico, v švicarski reprezentanci tudi soigralec Anžeta Kopitar, eden najbolj vidnih pri Los Angelesu v tej sezoni. Kevin Fiala, koga pa vidva najraje gledata? Sam moram reči, da kadarkoli so Oilersi in lahko vidim Connorja McDavida, ta njegova eksplozivnost, ta res hitrost ob izjemnem obvladovanju paka. Neverjetno mi je, da na tem nivoju gledaš takšnega igralca in vidiš razliko med njim in ostalimi zraven, vsi vrhunski igralci, ampak da že pri tem vidiš takšno razliko, tudi meni, pa predvsem manj hokeja gledam kot vidva. Koga vidva najraje gledata? No, tu je prav gotovo blizu njega tudi Nathan McKinnon, to sta najboljša strelca ta trenutek v ligi NHL, ampak zanimiv pa je podatek Sidney Crosby, najstarejši NHL igralec na letošnjem olimpijskem turnirju, tudi kapetan Kanade, je že za lanskoletni turnir 4 narodov si zaželel igrati skupaj v napadu pa z najmlajšim iz lige NHL, Macklinom Celebrinjem. Ta fant pa je podoben stil igre kot Connor McDavid, nekoliko je morda manjši, ampak izjemen drsalec, tudi izjemne roke, tako da res, ko tu zdaj govoriš, kdo vse skupaj igra v tej kanadski reprezentanci, si lahko samo rečeš, ja, a je sploh možno, da Kanada ne zmaga. Luka, koga si boš ti izbral, če ne smeš izbrati Anžeta Kopitarja? Ja, Connor McDavid, težko, mislim, ne da mu jaz delam kakšno krivico, če ga ne izberem, ampak res je neverjeten po vseh teh letih, še vedno tako hitre roke, tak pregled, kot ga ima, neverjetno, no, res. Pač upam pa, da še kakšen morda izstopa, čeprav se jih kar dobro poznamo, ampak na tem najvišjem nivoju še biti pol koraka pred vsemi. In to, ko vidiš v živo enkrat, to po televiziji izgleda počasi. Hokej je eden tistih športov, moram reči, zelo zabavno ga je gledati po televiziji, ampak v živo, ko precej lažje tudi vidiš pak in vidiš vso to moč in natančnost, eksplozivnost, res fantastično. Začetek hokejskega turnirja. Kar izpostavi, prosim. Jaz bi pa vendarle še enega, če smo govorili vse skozi tudi nekaj okoli Anžeta Kopitarja, Kevina Fialo, za Švico si omenil, jaz pa bom omenil, ker sam pa navijam za 3 krone, pričakujem eksplozijo Adriana Kempeja. Super, Adrian Kempe tudi zelo viden pri Los Angelesu, izjemno hiter igralec s fantastičnim strelom. Jutri torej začetek hokejskega turnirja, 4. tekmovalni dan, pa torej danes prinaša največ slovenskih nastopov doslej. Najprej bodo tekači tekmovali v sprintu. Slovenska peterica je Janežič, Medja, Črv, Šimenc in Štern. Ob 10:30 se začne ekipna kombinacija za ženske, Ilka Štuhec in Ana Bucik-Jogan za Slovenijo. Potem 13:30 biatlon, posamična preizkušnja, moški, Fak, Dovžan, Planko in Vidmar, zvečer pa še 18:45 mešana ekipna tekma na srednji skakalnici. Uglašanje z vseh prizorišč, tudi na Valu 202. Luka, Tomaž, hvala, da smo bili skupaj in debatirali o olimpijskih igrah. Lepo jih je spremljati, lepo vas je tudi poslušati iz Dolomitov. Milano Cortina 2026. V drugem delu Dolomita pa nekaj posebnih vsebin za vas, ki nas poslušate kot podcast. Pozneje bomo slišali, kaj so povedali slovenski akterji po skakalni tekmi, prisluhnili bomo tudi simpatičnima zmagovalcema ekipne kombinacije v alpskem smučanju, imenuje se Team All or Nothing, najprej pa k italijanski kulinariki, natančneje v italijansko kavarno. Cappuccino, espresso, macchiato z mlekom, s toplim ovsenim, latte, corretto, ristretto, affogato in še bi lahko naštevali. Eni jo pijemo zjutraj,
drugi zvečer, nekateri ravno kar. Kako se jo pravilno pripravi, shranjuje, kdaj bi jo morali nehati piti in kakšna je najboljša. Maja Stepančič in Katja Stojnič sta se odpravili v Trst raziskovati pravila enega najpopularnejših napitkov na svetu. Mimogrede na olimpijskih igrah. Sapori d'Italia in Slovenija. Sprehajava se po Trstu in iščeva najboljši lokal z najboljšo kavo tukaj. Kje misliš, da je, Katja? Moj najljubši kafe je kafe Antico Torinese, ampak dajmo še vprašati kakšnega domačina, kaj misli. Kje on najraje ali ona najraje spije kafe? Da naj usmeri, ha? Mogoče pa spoznava še kakšen nov lokal. Dejva, greva na avanturo po Trstu, iskanje najboljše kave. Že vidim dva, ki nama bosta povedala. Buongiorno! Siamo Maja e Katja? Katja, Maja. Ma sì, piacere, dobar dan. Dobro jutro. Dobro jutro, evo. Sì, e basta. Basta, sì, ok. Cerchiamo il caffè più buono di Trieste. Dove lo fanno? Due. È San Marco. Caffè San Marco. Buono e bello perché il posto è... Dva domačina iz Trsta sta nam poleg ene od 3 antičnih kavarn, torej Caffè Torinese, Caffè Antico San Marco in Caffè degli Specchi, za katere pravite, da so posebej lepi zaradi njihovega interjerja, napotila tudi v nekatere izmed tabakerij. To so lokali, ki so tudi trafike. Tam lahko kupiš časopis, cigarete, žvečilke, kakšno srečko, pa tudi seveda briškolo. Starejši se zelo radi zbirajo v teh lokalih, mladi pa so morda malce bolj zbirčni. Radi imajo take hipsterske lokale, če jim tako rečemo, med katere zagotovo spada tudi Panja. Tam sva se z Majo srečali z Bianco Marijo Maschio. Bianca je opravila enega od redkih magisterijev na svetu o kavi, ki ga izvaja Ili. Včasih je bila Bianca natakarica, danes pa je priznana pokuševalka in poznavalka kav na tem območju. Začeli sva zelo enostavno in verjetno tudi s ključnim vprašanjem, kaj pomeni, da je kava dobra. Buon caffè, un caffè che ti piace, prima di tutto. E quindi la qualità è vero che si cerca di renderla una caratteristica oggettiva, ma rimane molto legata alla tua percezione e ai tuoi sensi. Bianca razlaga, da je v bistvu pitje kave veliko bolj kot neka objektivna stvar, subjektivna, kakšna kava ti je všeč. Potem pa seveda obstajajo tudi neke usmeritve, kako lahko oceniš, da je ena kava dobra, in tukaj gre predvsem za uravnoteženost, ne, Katja? Uravnoteženost med kislinami, med sladkorjem in med grenkobo. Si cerca un equilibrio che possa essere una combinazione tra acido, dolce e amaro, e non soltanto amaro, ma che abbia appunto queste 3 componenti, perché noi vogliamo stimolare il nostro palato. Zanimivo pa je, da je tudi večkrat poudarila, da v bistvu je dobra kava tista, ki je tudi sveža, torej da govorimo o neki svežini, ampak ja, predvsem je poudarila to, da najboljša kava je tista, ki je tebi dobra, kakršnakoli že je. Mogoče bi sedaj Bianco vprašali, če lahko našteje samo nekaj kav, ki jih pijemo tukaj v Trstu, samo da vidimo to razliko, mogoče da pri nas poznamo cappuccino, espresso, latte macchiato, kaj vse pa še obstaja, predvsem pri naših sosedih. Allora, in Italia e in generale penso che i dati dicano che c'è un grande consumo di caffè con il latte durante tutte le ore del giorno. Torej, vedno bolj se pijejo kave z mlekom, ampak mogoče to ni najslabša stvar, kot pravi Bianca, ker lahko tako zakrijemo v bistvu, da je kava slaba, torej da jo v bistvu z mlekom nekako izboljšamo. Ker če je dobra kava, jo je pa škoda zaliti z kravjim mlekom. Tako. Bianca tudi dodaja, da čeprav nekako bi morali kavo nehati piti do 11-12, kavo z mlekom, pravi, da spet ne, tako kot tebi paše. Ognuno beve caffè come vuole a qualsiasi ora.
Io non darò mai delle regole precise sul consumo, anche perché ognuno ha una sensibilità diversissima rispetto alla caffeina che prende. Različno se odzivamo verjetno na kofein in zaradi tega potem se vsakdo odloča tako, kot želi. Ona noče podajati nekih smernic, kdaj in kakšno kavo moramo piti. Je pa res, da v Italiji načeloma so kar obsojajoči, če piješ, če naročiš kapučino po kosilu. Ker menda kava, sama espresso, pomaga tudi pri prebavi. Z mlekom se pa ta prebava potem upočasni oziroma je slabša. Bomo še kaj vprašali ali... Ja, jaz sem imela eno teorijo, oziroma slišala sem že, da je fino, če kavo hranimo v hladilniku, in mislim, da bo Bianca nekoliko potrdila to, da je ta teza resnična. Ho scoperto anch'io da poco che no, sarebbe meglio di no. Perché? Perché come altri alimenti tipo le uova. Bianca razlaga, da v bistvu je demantirala tole mojo trditev in je tudi sama pred kratkim izvedela, da kave ni dobro, tako kot jajc. Pazite to, tako kot jajc ni dobro hraniti v hladilniku, ker je tam veliko nihanje temperature in to ni dobro za aromo kave. Tako, ker kava absorbira aromo iz okolice, torej bo absorbirala tudi aromo tiste čebule, ki jo imamo mogoče v hladilniku, ali pa tiste pancete, ne? Tako da bolje vseeno kavo obdržati izven hladilnika, pa tudi zato, ker se hladilnik večkrat na dan odpira in se ta v bistvu stanje temperature hitro menjuje. Tako da teza ovržena, Maja. Tako, mislim, da smo se veliko naučili, Maja, o kavi, zdaj pa... Čin? Bianca, čin. Viva. Grazie mille. Grazie a voi. Pa tudi vi, poslušalci, privošite si en espresso, macchiato, latte, karkoli vam paše, samo da boste uživali, to je najbolj pomembno. Ne bomo vas obsojali, karkoli boste naročili, je v redu, če je vam dobro. Tudi če je koreto. Okusi Italije v Sloveniji. Na valu 202. Hvala, Maja in Katja, za ABC o kavi. Olimpijski niz oddaj mimogrede, jutri nadaljujemo, prav tako v tekočem stanju v središče postavljamo Prosecco. Zimske olimpijske igre. Nazaj na olimpijska prizorišča in pod skakalnico v dolino Fieme. Glavni trener Robert Hrgota pravi, da se z le enim dobrim skokom ne da skočiti na zmagovalni oder, pričakoval pa je nepričakovan razplet pri vrhu. Dare Rupar pa je govoril tudi z Domnom Prevcem, ki si precej več obeta od skokov na večji skakalnici, kot pa na tej manjši srednji. Robert, najprej čestitke, upam, da ste šli tudi na italijansko loterijo in vložili, da bodo presenečenja danes. Ste napisali De Schwanden in pa mladega Poljaka. Ja, rekel bom za Poljaka, načeloma je že kazal res lepe skoke, tudi včeraj na treningu, bil je zraven, Raimund je bil tudi glavni favorit in nekako na papirju presenečen, ampak po skokih prve dve mesti res zasluženi. Gremo v slovenski tabor, beseda dve o vaši trojici. Ja, težko rečemo, da smo skoki zadovoljni. Pustimo rezultat, Domen odlično 6. mesto na olimpijadi, prva olimpijada za njega, 6. mesto, verjamem, da lahko samo stopnjuje. Ampak ja, kar se tiče same tehnike in samega skakanja, se je pa videl, da smo mogoče res želeli preveč. In ja, na olimpijskih igrah na koncu se ti mora poklopiti vse skoki in danes se nam žal ni, ampak ja, druga serija Domna nekako daje motivacijo za jutri in vemo, da znamo skakati, treba samo se sprostiti in ne izsiljevati rezultata. Tale drugi skok Domna pa je, vsaj po moje, dobra napoved za jutri in če nam lahko že odkrijete, Domen bo najverjetneje jutri v reprezentanci. Ja, Domnov drug skok je bil prvi skok, bom rekel, da je bil podoben njegovemu skoku. Nekako bi pričakoval, da bomo iz tega skoka gradili, da bi že s prvim dnevom mogoče, ampak ja, tako je, to je naš šport, treba je biti realen, da z enim skokom se ne da medaljo dobiti in
Ampak ja, lahko smo pa mirni, da vemo, da vsi, da znamo skakati, ne, in tudi Anže vemo, da zna skakati, konec koncev tudi včeraj je pokazal, danes je res pregorel v želji. Ampak ja, sta ona dva v ekipi za jutri, poleg obeh Nik, in vemo, da spadamo, vemo, kaj smo sposobni, vemo, kaj lahko dosežemo, in na nas je, da v bistvu se ne ustrašimo trenutka. Je pa Anže takole kar direktno priznal, danes sem pozabil in rekel svojo moškost doma. Je to odgovornost, čeprav ima izkušnje četrti v svetovnem pokalu, ampak vemo, kaj se mu je dogajalo v Pekingu, tole pa so znova olimpijske igre. Ja, res je. Ampak ne smemo to sprejeti, mi moramo na tem delati, da ga bomo dvignili, da ne glede na to, a je danes pregorel, mora jutri že odfunkcionirati, kot zna, in to ne, da mi od njega zahtevamo, on si to sam želi, in mi od njega ne pričakujemo, ne zahtevamo nič, samo da uživa, da dobro skače, in tudi mora on od sebe pričakovati, in ko bo to, bo tudi užival. Je ena noč dovolj, bo prespal? Bo. Ste že tudi čestitali svojemu stanovskemu kolegu v švicarski bundi, Binetu Norčiču, najverjetneje vesel in se smeje do ušes? Ja, sva stala skupaj na trenerski tribuni, smo spremljali in seveda neverjetno lepo. To je čar olimpijskih iger, da prideš sem vsi z enakim izhodiščem in na koncu zmaga oziroma medalje poberejo tisti, ki se ne ustrašijo, in to so danes 4. So 4, ampak seveda samo 3 mesta na zmagovalnem odru. Srečno, mi pa čakamo na vodilnega v svetovnem pokalu in v tem trenutku že prihaja tudi Domen tam na tribuni. Mislim, da je pozdravil, ste pozdravili domače, očeta in mater tam. No, sedaj smo ga mi spomnili na očeta in mamo, ki poskakujeta tamle na glavni tribuni, in Domen je v tem trenutku že na vezi z njimi, jih že fotografira. Bravo Domen, Domen je vedno pripravljen za vsako stvar, ki je novotarija, seveda tole zadomna mala malica, človek je vedno v teh socialnih omrežjih, tako kot Cenek, ki je z nami tule. Domen, nasmejani, kakorkoli obrnemo, prvi olimpijski nastop, 6. mesto, po moje moramo biti zadovoljni. Pa ja, jaz iskreno, tudi sem se podajal, nisem veliko pričakoval tele 90-metrska skakalnica, vsi ostali so pričakovali, ampak jaz pač vem, polet sem je poklopil, pa sem bil 8 z 2 zelo dobrima skokoma. Zdaj, če bi 2 zelo dobra skoka naredil, bi tudi malo bolj spredi, ampak dejstvo je, da sta bila 2 kiksa, žal. Pač tle smo, ampak videli se je, da smo zelo na kupu, zelo hitro so stvari obračale, ampak na koncu mislim, da sta zasluženo Rajmund Tomašek poklopila svoje, ostali se je pa malo nasmehnila sreča in so dobili te zaslužene stopničke. Kakšna je bila razlika? Kaj ste drugače naredili v prvi in v drugi seriji? Pa sam počep, se ne da bilo zdaj popolno, ampak počas moram še zrilati, da mi rečemo skakalci, da priješ do noge, da dodaš čisto hitrost, brzino v let in da nekako pa lahko delaš drug del, da nabereš tisti pressure pod očmi, da lahko oddelaš, koliko znaš. Ampak ja, so še rezerven, mislim, po eni strani na žalost, po drugi strani pa fejst na srečo, ker jutri je mix tekma in bomo, se mi zdi, zelo na kup, bo treba kar svojo dodati k mozaiku. Videli smo, kaj je pomenilo Niki, da sta bila starša tu, vi ste jih takoj pofotografirali. To je tisto, kar je najpomembnejše, družina. Pa ja, meni je bilo predvsem naša mami zanimiva, kako ona uživa pride, pogleda Ati še malo strokovnega vidika, ampak v bistvu jaz se zavedam, da nimajo vsi tega privilegija, da grejo v šport, da imajo starše, ki jih podpirajo. In pa če sem zelo hvaležen, da sta mi starša, ki sta mi to omogočila, pa še zdaj podpirata, pa še zdaj sta tista,
ki veste, pa dajete tiste prave vrednote, usmeritve, ne glede na to, a sem 30, 25, 1, 3, nekako besede, ki pridem domov, so vedno podobne. In samo še tole, boste 4. prevc z olimpijsko kolajno že jutri ali boste počakali na konec tedna oziroma ponedeljek? Če bilo po moje, bi že danes si je dal okoli vratu, ampak žal, veliko se mora poklopiti. Meni je včasih res smešno, kako ljudem samoumevno to ratuje. Ja, se zdaj pa kar medalja, kar samo od sebe prišla pa vse, ampak res se mora en kup stvari poklopiti od razmer, skoka, pa še kanček sreče na koncu, da se te stvari zgodijo. Ja, forma je nekaj, olimpijske igre pa dodaja tisto svojo čarobno palčko, ki premeša vse, predstavil malo rezultate. Forma je en napoj, ki te malo višji uvrsti, ampak konca so pa tole olimpijske in na koncu moraš še zmeraj delati, kako znaš. Mama Julka in oče Darja sta rekla, da vaju čakata tudi jutri tu spodaj. Odlično, bom spet malo bolj nasmejan. Prisluhnimo še preostalima Slovencema, ki sta tekmovala. Najprej je tu Timi Zajc, ki je za Val 202 govoril še med tekmo, preden je Robert Hrgota povedal, da bo Anže Lanišek ob Prevcu tekmoval na mešani ekipni tekmi. Zelo maja skakalnica, vse je na kupu, dobi 2 metra je umetnost in vsaka malenkost odloča. Že včeraj ste rekli, kje dobiti ta 2 metra, pa se jih tudi danes ni dalo dobiti, čeprav se mi je zdelo, da je bilo danes skakanje boljše kot včeraj. Ni spet toliko slabo, ampak enostavno veliko fantov skače boljš in zaradi tega rabiš presežek. Enostavno je pač toliko na kupu, vsi so toliko blizu na tej maji skakalnici, da je zelo težko in danes nisem najdel tistega presežka. Tudi za druge velja, da so samo enkrat letos skakali na mali napravi, tako kot recimo za našo reprezentanco, ampak ta mala naprava oziroma srednja je vedno sestavni del teh velikih tekem. Kako se je pripraviti na to tekmo, ki je na tej srednji napravi? Pa sej ni, da bi rekel, da neko posebno pripravo zahteva. Imeli smo 2 treninga v planici na mali skakalnici, ampak na koncu je tako, če si v formi, tudi na mali se da narediti presežek. Jaz enostavno tudi na veliki nisem bil na nivoju, da lahko razmišljal za ta malo, za kakšen višji rezultat. Tako da pač bila je borba za preživetje, po treningih je kazal, da je imel problem priti v finale, tako da vsaj tista prva serija je bila ena svetla točka današnjega dne. Točno ta prva serija pripeljala vas je pred Anžeta, vemo, kaj je jutri. Nazadnje ste bili v tej mešani ekipi, ki je zmagala v Villingenu. Najverjetneje je želja, da imate že jutri novo priložnost v boju za odličje. Trenutno še ne vemo, kdo je v ekipi. Vemo, da Anže pa doma sta treninge precej boljš poskakala, tako da moramo počakati Robija, da se odloči. Še k Anžetu Lanišku si predstavljam, da se je odvalil kamen od njegovega srca, ko je izvedel, da bo danes tekmoval na mešani ekipni tekmi, sploh v luči zadnje olimpijske izkušnje. Svojima skokoma na uvodni preizkušnji v Predacu pa razumljivo ni bil zadovoljen. Iskreno pozabil sem svojo moškost danes, ne vem kje, tako da nisem skakal tako, kaj znam. Tako da, v prvi seriji sem se zatresel in drugega ne moram reči, kakor pa priložnost danes je šla, ampak še vedno so še priložnosti, tako da definitivno ni konec. Včerajšnjih 104,5, recimo v zadnji seriji za trening, bi bilo popolnoma nekaj drugega kot pa to, kar ste danes opravili med redkimi, ki danes niso šli 100 metrov. Ja, v poskus nisem šel, mislim, da. To pa to ja. Ampak tam našteje. Tako pa če takrat, ko si zategnen, se ponavadi nič ne obrne v tvojo korist, tako da tako, kot sem rekel, razlog za to lahko iščem samo pri sebi in to je to v nobeni drugi stvari, ker ostale stvari so me vse poštimane in jaz sem tisti, ki pač bo mogel, tako kot sem rekel, prinesti svojo moškost na tekmo, pokazati, kaj znam in to je to. In če pogledava, takoj ste tudi
našli zavetje domačih. Žena je tu, vaša psihologinja je tu, to pa tudi pomaga, da so igre tako blizu. Mislim, ja, definitivno precej lažje, kakor pa ja, je bilo prej, recimo v Pekingu. Ampak ja, tako kot sem rekel, na koncu sem še vedno sam tukaj na vrh rampe in sam moramo delati, kot najbolj znam, kar danes pač nisem. Besedo pa imata zdaj še olimpijski prvak Filip Rajmund in Miha Trošt. Nemec je povedal, da je neverjetno, kako se je vse razpletlo, nikoli si ne bi predstavljal, da bi lahko zmagal, sploh ne na olimpijskih igrah. Na tej skakalnici pa se je že od začetka dobro počutil, rekel je, da je tega zares vesel. Filip Rajmund, first of all, huge congratulations for the gold medal. You're known to be always in a good spirit with a smile on your face, but what's the spirit when I say that you're the Olympic champion? How does that sound? It sounds so amazing. I had no idea that I could ever possibly be able to get into the very top position, especially on the Olympic Winter Games. I mean, I've never won a World Cup before, but now I've done an outstanding performance today. I think the jumps were on a super high level. I was totally in the flow. I had a good feeling from the training yesterday, from a try round and the first round as well. So in the end, I am so glad. You already mentioned it, without a single World Cup win. Does that make it even more sweeter, even more special? I think so too. I mean, for Kasper it's the same. He also never been to a podium in World Cup so far, and now he gets second. Almost even got the gold medal, but I had a saying in that. But no, honestly, I think it's even sweeter because a medal nobody can take away from you. But I mean, if I win a World Cup, in the end there still might be somebody else winning the overall. So I'm super glad that I have the golden one now. You have the gold medal and it looks really good on you, especially with the whole gold and yellow German equipment. Did you have time to take a look at it, soak it in? I mean, at the medal, not so much. I will probably sleep with it in my bed tonight. I also almost had no time. There was so much to do, so much media, pictures, control, then everybody congratulating myself. And so I don't even have everything correctly fitted. But I don't care because I think today everything is okay for me. Filip, don't celebrate and jump too much because we've seen some videos of medals falling down. I've seen that one too, so I will just keep it around my neck and keep it safe. Congratulations, you deserved it. Thank you so much. Rajmund je še povedal, da je zlata medalja še toliko slajša, ker nima zmage v svetovnem pokalu, tako kot Kacper Tomašak, ki je bil tudi blizu zlate medalje. Te medalje mu zdaj nihče ne more vzeti, z njo bo verjetno tudi spal. Ne bo pa preveč skakal, ker je videl posnetke, kako je medalja padla po tleh nekaterim tekmovalcem. To ste lahko slišali tudi v včerajšnji oddaji. To se je namreč zgodilo ravno med pogovorom zmagovalke v ženskem smuku Breezy Johnson z Anjo Hlača-Ferjančič. Gremo še v švicarsko reprezentanco, kjer so bili izjemno veseli nenadejane kolajne na skakalni preizkušnji na olimpijskih igrah. Gregor Deschwanden jo je osvojil, glavni trener švicarske reprezentance pa je Bine Norčič. Bine Norčič je ob mikrofonu Vala 202 eden izmed bolj nasmejanih. Zagotovo po današnji tekmi, če je kdo verjel, ste vi morali verjeti, da se to lahko zgodi danes. Ja, če so se že prejšnje olimpijske igre zgodile s bronasto medaljo, sem si pa rekel, zakaj pa ne tukaj. Ne, malo v hecu. Ja, sigurno je bil v enem dobrem ritmu skozi vsak trening skok. Pričakovanja so bila pač visoka za en dober rezultat, kateri je letošnjo sezono manjkal, vedno se je vrtel okrog 10. mesta. Čakali smo pa pač top rezultat stopničke. Jaz sem malo v hecu tudi ekipi včeraj na sestanku rekel, zakaj pa ne tukaj. Ja, priprava na današnjo tekmo je bila res dobra. Gregor je dobro deloval cel dan in sem vesel, da je tudi tukaj skok stopnjeval, že probno serijo je zelo dobro začel. Potem zelo dober prvi skok in ja, jaz sem imel kar dober občutek, da bo potem tudi drugi skok zelo dober in se je tako dobro speljala. Gradili ste z Gregorjem, dobro, z vsakim posebej, ampak z Gregorjem tudi taktično, od poletja naprej praktično ste
sledili vse skozi tej poti, ki ste jo zarisali poleti, kakšne prilagoditve zaradi te pike na i, ki je mogoče zmanjkala pred igrami? Ja, moram reči, da taktično smo probali odigrati najboljši smeri, ampak moram reči, da se nam ni najbolj sešlo, sploh zadnje 2 tekme svetovnega pokala, poleti v Oberstdorfu in Villingen. Vendar smo sledili naši poti, nismo preveč probavali spreminjati sploh načina skakanja, ker smo nekako vedeli, da za manjše skakalnice in tudi 120-metrsko skakalnico bi stvar morala delovati. Smo pa z določen setup pri opremi spremenili. Naš serviser se je včeraj peljal kar 7-8 ur v Oberhof, kjer je doma, po nove Fischer smuči, katere so malo mehkejše. Prišel danes zjutraj nazaj, malo smo riskirali z opremo, vendar je delovalo. Olin, bomo rekli, ste bili kaj jezni v prvi seriji, ko so znižali zaletišče, to so pomembne točke na koncu za konkurenco. Ja, sigurno, vedel sem, da je bil dober skok, vesel sem bil, da je bil tudi doskok res dober in je pač posledično dobil tudi dobre ocene. Malo jeze je bilo, glede na to, da pa dobro vemo, z rampo dobiš dobre 4 točke, kar je veliko na tej manjši napravi. Vendar smo se kar hitro pomirili in probali fokus usmeriti v drugo serijo in je stvar res dobro delovala. Bine, ne bomo se več zadrževal. Pojdite se slikati in proslavljati. Hvala, srečno. Hvala. Šica pa je na smučišču v moških disciplinah alpskega smučanja 100-odstotna. Obe možni zlati medalji je osvojil Franjo von Almen, po smukaški še ekipno kombinacijsko skupaj s Tanguiem Neffom. Dvojica se je poimenovala Team All or Nothing, Nina Smole pa je izvedela, da se je vzdevka spomnil Neff, ki je povedal, da je čutil nekaj pritiska tudi zaradi tega, ker sta pričakovala medaljo skupaj s von Almenom, sploh v lanskem svetovnem prvenstvu, kjer sta oba sicer v različnih dvojicah osvojila medalji. Navdihnila ga je smukaška vožnja von Almena, najboljši smukač teh iger pa je rekel, da so ga na koncu preizkušnje že pošteno pekle noge, zato je na koncu tudi izgubil nekaj časa. Yeah, Team All or Nothing, and on the spot now, who came up with the name? I did. Okay, but Franjo, you seem to be the one who's leaving nothing for other skiers. What's your plan? Just winning everything? Yeah, today I tried my best skiing, but I definitely was tired in the last part and lost a lot of time. So I would say Tanguy made the difference today and bring the gold home. Yeah, we think that he was probably the MVP of today's race. Would you agree? Absolutely. What was the pressure of racing along the Olympic champion? How did you feel it? I think I did, absolutely. It's also kind of just part of the event itself, and did a medal at the World Champs last year, so I was a little bit expecting it, kind of ready for it, and I only had one job, and that was to ski fast, in a sense. I had one job, and it worked out, and that's an incredible satisfaction. And seeing Franjo putting everything on the line all the time, in a sense, made me it just kind of inspired me today to give it all my best. I think that's why it worked out so well. I know it might be a ridiculous question since you guys won, but this kind of format, the team combined, how do you skiers see it? Because it seems that the crowd enjoys this format more. Yeah, of course, it's special not only for us athletes, also for the crowd. You don't see often a slalom and a downhill together with two different athletes. Also for us, it's kind of a really special event. Yeah, I think the people who were here, they paid for one event, but they got to see both of the best worlds. So the best downhillers and the best slalomers just give their best. And I think it's something that has to stay for the big events like World Champs, Olympics. And it's definitely a little bit different than the World Cup tour that we're used to kind of the rest of the season. But yeah, I mean, personally, I love it. Thank you and good luck. Thank you. Von Almen je še povedal, da je preizkušnja nekaj posebnega za smučarja, saj velikokrat ne vidiš disciplin, v katerih tekmujeta smukač in slalomist skupaj. Neff pa je še dodal, da so gledalci prišli na svoj račun, plačali so za eno tekmo, dejansko pa videli dve.
Hvala za vašo pozornost, drage poslušalke, dragi poslušalci. Dolomita je vsak dan z vami ob 9:10 na Valu 202 in kot podcast z dodatnimi vsebinami prek kanala Šport 202. Uživajte, se slišimo.